Evo, rekel sem, da bom posnel tale video, ki se nanaša na en odsek intervjuja, ki sem ga imel s Tomažem Gorcem pred dobrim mesecem. Prejšnji teden je šel ta intervju v eter, malo z zakasnitvijo. 4 ure pa pol. Dolg je, ampak se splača poslušati vsaj ta prvi del, čeprav tudi ta drugi, ko sem bolj terapiral tega Tomaža, ki se prav neznajdljivo obnaša do svoje hčerke. Prvi del je tako močen, teoretski, provokativen v smislu, da me je vprašal, recimo, zakaj se jaz deklariram kot levičar, ne? Ko se z aviona vidi, da sem konzervativen zaradi psihoanalize, ampak na neki deklarativni ravni pa trdim, da sem levičar, ampak zadnja leta volim desne stranke, ker je desnica bistveno manj slaba kot levica. Tole, kar se gre Golob, mislim, to ni, da ni. To, kar se je šel pa Janša med COVID krizo, je bilo pa spoštovanja vredno. Skratka, ko sem ujel pa pač ta nek TikTok kratki video, ne vem koliko, 30 sekund, ko sem jaz povedal, da sem levičar in zakaj sem levičar, se je vsul plaz kritik desničarjev, češ, da so slovenski kaviar levičarji, bogataši, pa imajo drage avtomobile. Mene to nič ne prizadene, oziroma prizadene, me prizadene, ampak to ne pomeni, da se jaz ne deklariram kot levičar. Zato ker, še bom ponovil, zato ker me motijo neizmerne razlike med bogatimi in revnimi, ki jih konstitutivno plasira v to ureditev kapitalistično, pač ta družbeno-ekonomski sistem. Kapitalizem je gnil, vselej je bil, vselej bo. Zakaj že? Zato, ker je človeška duševnost narejena na način, da hoče človek, moški, biti boljši od drugega moškega in po možnosti še goljufa, da je ja boljši, bolj uspešen, z več denarja, predvsem z več denarja kot ekvivalentom načela ugodja. Preko denarja se da do bab priditi, ne? To je pa veto, babe so pa veto, zato je tudi denar veto. Ekvivalent načela ugodja. In zaradi človekove duševnosti je človek nagnjen k sužnjelastništvu, je rekel Freud. Kapitalizem je zadnja faza, ki jo moška duševnost še tolerira. In Freud je v času oktobrske revolucije rekel, tale bolševizem temu Rusiji, ki se pojavlja, to bo trajalo pol leta. Genialc, kakršen je Freud, se je zmotil za 80 let. Ampak on je rekel, socializem ne bo funkcioniral, ker se moški ne bodo mogli ustoličiti kot boljši, ker ne bodo mogli zmagati na področju financ. Na vse posod, tam, kjer bi moški želel zmagati, v športu se da fino zmagati, ampak tudi v politiki, v gospodarstvu, kulturi, umetnosti, se da zmagati in moški ne more biti enak drugemu moškemu. To sem jaz skužil, ko sem bral Freuda. In potem v nelagodju v kulturi, ki je pri nam išel tam okoli leta 2000, je tam eklatantno pisalo to, kar zdaj govorim, ko je Freud rekel, to bo propadlo. Ne more socializem klapati, ker je moška duševnost narejena k različnosti. Moški bi želel kastrirati, premagati, ultimativno likvidirati, ubiti svojega seksualnega nasprotnika, torej kateregakoli drugega moškega. Taka je človeška, živalska narava duševnosti. Ko sem jaz to skužil, sem šel leta 87, 82. leta sem bil sprejet v Zvezo komunistov, ker sem bral Freuda pa Marxa. In so me tam, pa še računal sem kak nagradni dopust dobil, ko sem bil v to. Ampak takrat sem bil iskreno, teoretsko v Marxu in v Freudu. 87. leta sem šel pa tamle na komite, rdečo knjižico vrnil, bože, to Maroto, sem rekel, lej, tlele, dam nazaj, socializem ne more funkcionirati.
ker moška duševnost ne tolerira enakosti, socializem pa ustoličuje enakost. Ne vem, a sem rekel že takrat, ali to zdaj rečem. To je tako, kot bi vse babe mogle enako lepe biti, z enako velikimi joškami. Ne trpi ženska enakosti v lepoti, vedno bi bila rada lepša. Moški bi vedno rad zmagal in kapitalizem mu obeta, da bo zmagal. Kako že, tako da bo veliko zaslužil in potem ima privilegij v ženski želji. Te babe, ne, imajo pa rade denar, ne. Zdaj pa teoretsko, še vedno jaz trdim, da sem levičar zato, ker me razlike med bogatimi in revnimi strašansko motijo. Motijo me pa zato, ker sem moralen, ker me vodi ponotranjeni kategorični imperativ, ki ima v Kantu neko podlago, ne, se pravi, ravnaj tako, da bo tvoje ravnanje lahko postala neka zakonitost v družbi in bo lepše živeti. Freud je na tej točki Kantu malce oporekal. Jaz sicer ne vem točno, nisem ujel kje, ampak mu je oporekal. Ravno na točki, domnevam, da na točki, da človekova duševnost ne trpi enakosti, ker je večji del duševnosti živalski, onojevski, id, superego, nadjas, moralnost, je pa marginalni del človekove duševnosti, ampak zaradi nadjaza smo ljudje človeški. Ok, in zaradi sočutja, pa razuma. Živali nimajo tega, ampak bolj kruti kot je človek, ni nobena žival. Zdaj pa jaz se držim kategoričnega imperativa, ki ga ima krščanstvo v obliki tega filozofema oziroma matema. Ne stori drugemu tistega, kar ne želiš, da drugi stori tebi. To ima krščanstvo, to ima, Egipčani so že to imeli, Grki, stari, Kitajci, Inki, vsi so imeli ta moralni imperativ na tak način, kot sem ga zdaj povedal, pa kot sem prej citiral Kanta. Etični imperativ. In mene vodi etični imperativ. In zato se meni zdi spodletelo, kljub temu, da vem, da socializem ne laufa, noben demokratični socializem, ki ga dikta naša levica hoče ustoličiti, pa Venezuela, Bolivija, tam so vsi revni. Žižek pa te moji neki intelektualni idoli, Dolar, Žižek, Močnik, ne, so vsi za levico, pa ne, tam so, levica je anarhisti, Kordiš, kaj že, Mesec, mislil reči lunatik. To vsi imajo neke iluzije, delali ne bi nič, samo davke, ki se jih poberejo, desničarjev bi delili med svoje anarhiste, ki bi se šli kvazi umetnost, ne, kulturac. Socializem je nemogoč zaradi človekove duševnosti. Vendar, če jaz rečem, da sem po srcu levičar, ker ga imam tudi na levi, pišem zaradi psihoanalize, pa moje tradicionalne družine, pišem z desno, sem konzervativen zaradi psihoanalize. Sem pa razumski in s tem razumom predelujem določene politične zdrse v levo ali pa na desno. In sem sredinski zaradi določenih uvidov v ozadje neke moje politične opredeljenosti. Ne. Zakaj nisem zato levičar, ker spoštujem NOB, pa ne vem, Jugoslavijo, Tita, socializem, te ideje, partizanstvo. Ne gre za to. Gre za to, da mene motijo razlike med bogatimi in revnimi. In zdaj danes sem ga ujel slučajno ali pa tudi ne slučajno, ne bi tale Bog pomagal ali kaj. Pa sem uradno ateist, ne, čeprav čutim, da Bog obstaja. Zaradi očeta, ki sem ga imel močnega, ne, imam to čutenje. Zdaj, ali Bog obstaja, kar gravitira na desno, to se ne da vedeti. Ne, to se ne da vedeti. Časovnega stroja, da bi šli tam preverjati, če je Kristus po filu, pa se nazaj oživel, se ne da vedeti, ne. Jaz dam roko v ogenj, ne vem kam, da od mrtvih človek nobeden ne more vstati. Ne, on pa one pravljice poslušajo, da je Kristus od mrtvih vstal, da je tega srat, no. Mislim, zdaj mi na tej točki mi desničari zamirijo, ne, pa sem jim ukoreninjen v srce, ker sem močen zaradi psihoanalize in sem konzervativen, potem pa rečem, da sem pač levičar po srcu, ker sovražim ali pa
motijo me razlike med bogatimi in revnimi, in on pa pravijo, vse te kaviar levičari so pa še bolj bogati. Ja, sej so, ne, samo mene oni ne motijo. Jaz sem po srcu usmerjen k egalite. Egalite pomeni enakost. Ne, ta desnost pa levost imata neke zakonitosti. Jaz sem pred 10 leti, 2014, enih 5 tekstov napisal o levosti in desnosti. Tudi v psihoanalitičnih kontekstih sem konzervativnost povezal z analnostjo, torej z analno fazo psihoseksualnega razvoja. Razložil sem, zakaj je leva seksualnost po načelu svi goli pa košta voli takšna, kakršna je. Feminizem s svojimi vsemi temi lezbikami pa transi gravitira na levo, na desni je pa ta konzervativnost, ki če pretirava in pretirava zaradi cerkve, je pa dosti normalna, ne? In najbolj se seksualno ujamejo desne ženske, če niso preveč sramežljive, in levi moški, ki znajo biti fejst pohotni. Na desni so pa moški, znajo biti, če niso latentno liberalni, znajo biti pa malce zadrti v seksualnosti. Zdaj pa ženska, ki raste v tradicionalni družini ob mogočnem očetu in feminilni mami, se njena seksualnost, če ni spotaknjena z RKC-jem, zelo normalno razvija. V smislu, da si tisto, kar njej na telesu manjka, strašansko želi. In ko se razigra, zna biti seks bomba. Govorimo o konzervativnih ženskah. Zdaj, pustimo zdaj to seksualnost, ampak levost pa desnost imata svoje zakonitosti. Na desni bi radi te desničari, da bi bili čim manjši davki, da so to se skopuhi, to bi čim več zaslužil, pa neč dal državi, ali pa da za davke. Nekaj davki po drugi strani grejo pa za anarhiste, za kulturnike, da jim država financira blef, tisti umetniški, pa te socialne transferje. Nič ne bi delali, pa omastili bi si brkove s svojim nedelom. Zato se ne da biti tako uradno levičar v Sloveniji, ker tam imajo oboleli, so za leninitisom. To ni ljubezen do Lenina, ampak leni so, ne bi delali. Desničari so pa pridni in delajo. In levičari jim pobirajo davke zato, da financirajo lastno volilno telo, ga podkupujejo. In to ni prav. Ampak razlike med bogatimi in revnimi, kakršne so, v divjem kapitalizmu, kapitalizem je vedno divji, čeprav skandinavski kapitalizem je še najbolj tak, bi rekel, socialen, prosocialen. Da tam gledate, kaj dela Amerika, zdaj ali republikanci, ki so desničari, ali pa demokrati, ki so levičari, oni so pa liberalni, oni imajo pa sploh radi denar, pa so tam bogataši, ala Biden, Obama, pa tako naprej. Na drugi strani pa Trump, ki je bil najprej demokrat, ne, tamaret, babe pa denar. Se bo zmagal, pa ne sam za tušesa ali atentata, tudi sicer s tem Bidenom, ali pa ono Kamalo Harris, ali kaj že. Ne more, zdaj bo zmagal. Hočem povedati, da tam njihov divji kapitalizem je tak, da glava peče. Jaz sem bil v Ameriki en teden, tiste indijance boge gledal, pa tisto Arizono, Jezus. Pri nas imamo pa te kaviar levičarje, ko se borijo za ne vem kaj. Borijo se proti desnosti, proti Janši, pa proti tem, da bi desnica zlomila identitetno hrbtenico slovenstvu. Identitetna hrbtenica pa temelji na tem, da so partizani bili na strani dobrega, se pravi proti Hitlerju. In na tej točki desnica kiksa. In potem, ko jaz rečem, da sem levičar, to me polivajo z gnojnico, to so taki komentarji, češ, da to pa res ni, ker levičari so pa slovenski taki, pa taki, pa taki. Kaj me briga, kakšni so? Ampak razlike med bogatimi in revnimi so obupno prevelike. In zdaj bom citiral, oziroma gledal sem Stankoviča, ko je Nedeljemu 2, ne na YouTubu, na Facebooku, kjer on masira tega direktorja Konzuma, kaj je zdaj ta Fortanova, prej nek Agrokor, direktorja, ko se pi Peruško, tam na zatožni klopi. En delavec iz tega Konzuma, ki je zdaj Fortanova, je rekel, dajte ga vprašati, tega direktorja,
Kako je to zdaj možno, da jaz svojih 664 evrov mesečne plače moram 83 let delati, da dobim ne njegovo plačo, njegovo letno nagrado, ki znaša 720 tisoč evrov. 83 let mora delati tip. Ali je to pravično? Hej, spoštovani desničari, to ni pravično. Kakorkoli obračate, to se tepe s kategoričnim imperativom. Naj dobi on 50 tisoč evrov letne nagrade, ali pa 100 tisoč, ne pa 720 tisoč. Govorim zdaj za Hrvate, braćo Hrvati, o njih govorim. Ne bom zdaj tele naše tele izpostavljal, kakšne direktorje, ali pa GEN-I, pa Goloba, ali pa Jankoviča, ki je bil v Merkatorju, ali pa Turka na Simobilu, ki je bil, ali pa Debenjaka, ali Debeljaka, ko je bil ti žiga na Merkatorju. Ne govorim o naših, govorim zdaj o Hrvatih, hrvaški delavec, Stankovič, daj ga vpraš, kako se bi njegov foter od tega Peruškota, ki dela v Ugljaniku, počutil, če bi, ne, denarni delavec bil, če bi njegov direktor dobil 720 tisoč evrov, za kateri bi on mogel, se pravi, letne nagrade, mimo plače, ki je enormna, 83 let delati. To ni pravično. Razlike med bogatimi in revnimi so z etičnega vidika prevelike. Zato sem po srcu levičar. To moralno ni prav. Da se tam ena čistilka s 1000 evri komi preživlja, tam ima pa en tip 50 tisoč plače ali nagrade, sej ni važno, pa 20 tisoč plače. To moralno ni prav. In ne me, spoštovani desničari, obsojati, ker se deklariram kot levičar, ker ni etično, da so take razlike med bogatimi in revnimi. En delavec, ki dela za spodobno plačo pri enemu kapitalistu, gre lahko v Medulin za en teden na morje. Pa mora fejs šparati. On gre pa lahko z jahto križariti za 3 mesece. In to uno, svojo, 100-metrsko. Kdo mu je pa zaslužil sam? Tako, da so mu delavci prislužili z lastnim denarjem pa znojem. In to moralno ni prav, da so takšne razlike, da en se komi preživlja, ima 800 tisoč evrov plače, njegov direktor pa lastnik produkcijskih sredstev, če se marksistično izrazim, pa 100-krat več. To moralno ni prav. In človeštvo ima kategorični imperativ. Sem ga prej citiral, kakšen je. In zato se morajo razlike med bogatimi in revnimi zmanjšati, ker je to moralno prav. Ampak po drugi strani pa levičari ne morejo biti lenuhi, pa se je tam neka kvazi umetnost, pa tam nekaj kolesarjat stavka zaradi ukrepov, govorim za COVID. Levičari s temi anarhisti na čelu imajo svoje grehe. Levičari imajo feminizem, te so pretegnjene babe, izenačuje spol. In zdaj tam 2 bokserja pretepata ženska na olimpijskih igrah. To je stvar levice, pa volk ideologije, pa enakosti spolov, gender, pa te neumnosti. Zaradi teh neumnosti sem jaz s srcem konzervativen, pa imam srce na levi. In zdaj, če Bog obstaja, ne, je pa vendarle poskrbel desničarji, dajte se, kako bi rekel, bolj obzirno obnašati tisti, ki imate možnost, da delavce plačujete z nekimi minimalnimi plačami, jih odpravite, da tole, če Bog obstaja, vse vidi, ne. Bogati ljudje niso srečni, garant, vam povem, srečni so klošari bolj kot te bogataši. Se bojijo, kdo jim bo kaj ukradel. To so skrajno nesrečni ljudje. Človek je lahko srečen, če ima, ne vem, 2000 evrov plače. 2 krat 2000 evrov je 4000 na mesec, pa 2, 3 otroke, se da spodobno živeti. Unik ima pa, ne vem, 10 tisoč evrov plače, ali pa 100 tisoč evrov letne nagrade. Te niso srečni. Te ima tugo noto buč, razvajene otroke, vse narobe z otrokom, tako da vi, ki imate malo manj denarja, bodite srečni, da ste taki, ker bojo vaši otroci normalni, ker ne bojo vseh želja imeli izpolnjenih. Otrok ne sme imeti vseh želja izpolnjenih. Otroci bogatašev bojo imeli na stara leta, ali pa, ko bojo zrasli, depresijo noto buč, razvajeni bojo, patološki narcisi, fotra ne bojo, nimajo, ker cele dneve dela, mama pa dela kariero. To so te zgodbe unih, ki bi rad veliko denarja imeli, pa cele dneve delajo.
in imajo za to veliko denarja. In potem se tale, ali je sramotno zaslužiti denar. To sploh ni sramotno, ampak sramotno imaš, če imaš ti 100-krat večjo plačo kot tvoj delavec. To pa je sramotno. Želodca imata oba iste. Želja pa malo drugačna, ne? Ker človeška želja zna pobezljati in gre v maloro. Pri tistih, kjer jim lahko želja pobezlja. In kapitalisti imajo pobezljano željo, ko vidijo tiste evrčke, to kar škilj začne, 10-krat več videti, kot jih lahko prebavi. Kje boš ti to denarja zaslužil, kot ga lahko nakradeš? Delavcem. Ali pa Ronaldo, kje boš ti to zapravil? Mislim, tele športniki precenjeni. Zdaj ne bom govoril, kakšna je levost pa desnost, ker sem 5 tekstov napisal pred 10 leti. Če kdo hoče, bom linke spodaj nalimal. Zakaj smo levi, pa zakaj desni, to je dogovor tam francoske revolucije 1789, se je potem konstituiral parlament in tisti, ki so bili za tradicionalnost, so bili desno od govorniškega odra, oni za svobodnost, pa na levi, ne, zato imamo leve pa desne. V osnovi gre pa za svobodnost, ne, da ne rečem anarhičnost, pa tradicionalnost, konzervativnost. In na levi obstaja latentna konzervativnost, ne, tudi na levi so ljudje kar latentno precej konzervativni. Zaradi zgodbe z otroštva, tiste analnosti, ki jo vsak otrok doživi, ko se privaja na čistočo, analna faza psihoseksualnega razvoja. Na desni pa obstajajo tudi tendence o latentni liberalnosti, svobodnosti, ne? Svi goli pa košta volje. Jaz sem pa desnica, ima vsaj v Sloveniji, še tega Boga, ne? Bog te vidi, pa te pa v cerkev trpajo, ne? Desničari so cerkev, levičari morajo biti pa ateisti. Slovenija ima še posebej to smolo ali pa privilegij, da cerkev ni tako močna. Ker vse jugoslovanske republike, te Srbi, Hrvati, to so obsedeni z Bogom. Edino Slovenci, oni so ateisti. Govorijo dole Srbi ali pa Hrvati. Da v Bosancih ne govorimo pa njihovem Alahu. Zdaj, politični analitiki, to je ne Noberto Bobbio, nek italijanski politični filozof, teoretik, je stvari okrog levosti pa desnosti razložil, kako je s temi stvarmi. In zato, če jaz rečem, da sem po srcu levičar, kljub temu, da sem latentno konzervativen, ne me zameriti, jaz imam pravico, da se držim etičnega imperativa. Pa še tako, skozi psihoanalizo se da, da se da priti do določenih uvidov. In potem bi se dalo levičarjem dopovedati, kako so nori, če mislijo, da sta spola enaka. Kako so nori, če mislijo, da otroci lahko spreminjajo spol. Pa ta LGBT ideologija, LGBTIQ+A, ko pa vem, ko še vse. Treba je priti do uvida in potem kar naenkrat spoznaš, da imaš 5-metrska oslovska ušesa in rečeš, sem mal, jaz sem že levičar, nisem pa nor, spola sta različna. Ne moš ti spremeniti spola pri 13 letih, 15 letih. Ok, če ne moreš biti v moškem telesu, bodi ženska, odloči se po 25. letu, takrat se spolna identiteta izkristalizira. Ne pa to prej delati, pa s temi ideološkimi nebulozami, ki jih ima levica. Treba je priti do uvida je treba priti. In potem se osvobodiš spon neke ideologije. Une na levi in une na desni. Desničari boste mogli spoznati, da so bili domobranci na napačni strani. Morate spoznati, da povojni poboji so logični nasledek vsake vojne. Ne zdaj drek mešati za 80 let nazaj. Mi rabimo desno vlado. Sem ne uno vlado, ki bo tam upeljala nek dan boja proti totalitarnim režimom, pa ne vem česa. Mi moramo imeti praznik dan boja proti človeškemu sadizmu, ki domuje in na levi in na desni. Ko sem še reči? Mislim, da sem vse povedal. Nič. To je bilo to. Mogoče še kdaj kaj na to temo posnamem ali pa mogoče kak faktor, pa tako namignem vam. Ideja je, da bi konec avgusta posneli faktor v živo.
Z Aljušem sva tole premlevala in jaz bom angažiral tele moje kolege iz mojih krogov, da bi vendarle organizirali Faktor v živo, dva, mogoče enega v Ljubljani, enega v Mariboru, par gostov. Torej, jaz sem mal pobudnik tega, Aljuš pristaja, tako da mogoče malo komentirate, kako bi se vam zdelo, če bi te teme teoretsko, ne politično kontaminirano, ampak teoretsko obdelali v živo pred publiko. Ne moramo zdaj knive, tu Asta Vrečka ne bi nič dala za to, kakšno drugo ministrstvo tudi ne, sponzorje ne bi dobili, neka vstopnina bo mogla biti, nekih 10 evrov. Ampak dajte v nekih komentarjih se probati izjasniti, kaj vi mislite, če bi bil nek Faktor v živo, ker plan imamo, konec avgusta bomo to naredili, kakšna bo pa jesenska sezona Faktorja, to pa ne vem, to pa vejo odgovorni na TV3. Ok, to je bilo dejansko to, se vidimo naslednjič. Čau.